Jaz vedno pravim, ogromno je nekih šefov, ki skrivajo svoje znanje. Pač mi smo dejansko tukaj, da delimo to znanje. In če bomo mi, recimo jaz, ali pa kdorkoli bi skrival neko znanje, to pomeni, da si ga lastimo za sebe in dejansko celotno slovensko kulinariko puščamo nekje. Žametna večerja bi rekla, da je nek tak dogodek, ki je zelo lep, zato ker lahko vidiš, kako se dijaki in študentje skupaj povežemo in naredimo res nek lep dogodek ljudem. Se mi pa zdi, da ko sem prvič prisostvovala na takšnem dogodku, sem dobila neko dodatno motivacijo, da res želim ostati v tem poklicu. Ne vem, naučila sem se tudi dosti tega, da če želiš nečemu uspeti, se moraš tudi s kom povezati, da nisi vedno sam za vse, ker če skupaj stopiš, je vedno potem nekaj perfektno narejeno. Na splošno sestava krožnika, kombiniranje okusov in potem tudi vodenje cele ekipe. Se mi zdi vseeno, da predstavlja to neko odgovornost, čeprav še vseeno imam mentorja, ki mi pomaga, daje nasvete, ampak vseeno pač čutim malo pritiska, ker na koncu se pod diet podpišem jaz, da sem jo jaz naredil. Pač vsaj konec koncev ti ne zbereš študenta, katerega boš mentoriral. Dejansko moraš študent izbrati tebe.